Lepo pozdravljeni. V središče je prišel Peter Žmak, predsednik Gospodarskega kluba Nove Slovenije, sicer pa podjetnik po duši in udejstvovanju, bi lahko rekli, ne? Lepo pozdravljen in dobrodošel. Hvala za vabilo. Se bova tudi tukaj tikala, ne? Velja. V ospredje bova postavila predloge, pobude in rešitve za malo gospodarstvo in njegov razvoj, kje in kako torej priložnosti vidi Nova Slovenija. Mogoče se sintagma, Peter, malo gospodarstvo sliši malce abstraktno, ampak to je to pravzaprav, kar srečamo domalo na vsakem koraku, frizerski, kozmetični saloni, serviserji, keramičarji, vodovodarji. Morda kdaj rabimo prevajalca, inštruktorja, zelo vsakdanje torej, ne? Andreja, drži. Pod tem pojmom, če to postavimo malce v kontekst, ne, teh podjetij je v Sloveniji 250 000. Od tega je polovico samostojnih podjetnikov, kar pomeni enoosebne družbe ali pa mogoče tam nekje 10 zaposlenih. Še 30% je DOO-jev, ki so po večini recimo manjši DOO-ji. To pomeni 200 000 subjektov imamo pod tem dežnikom, ki mu rečemo malo gospodarstvo. In to je velika številka in mogoče se ne zavedamo, ne, ker ti mali podjetniki večinokrat niso v fokusu, niso pod soji žarometov, večinoma se prikazuje tudi po medijih večja podjetja, ampak ravno ti mali podjetniki predstavljajo, bi jaz rekel, celo oziroma držijo 3,5 vogale slovenske ekonomije. Tudi zaposlujejo največ ljudi, tako da njim je treba dati tako pozornost, kot si pač pritiče. Temu. Če bo šlo njim dobro, bo za vse bolje, ne? Drži, točno. Lahko utemeljiš to, recimo temu, ta rek, ki ga recimo v Novi Sloveniji večkrat uporabimo. Zakaj je tako? Če gre gospodarstvu torej dobro, bo šlo za vse bolje, ne? Ja, sem rekla, da bo na ti. Vsi ti, ki smo jih našteli, ne, če govoriva sedaj o malem gospodarstvu, svojim poštenim delom, in jaz se upam trditi, da to so ljudje, ki vejo, zakaj delajo, ki se morajo za vsak evro pošteno potruditi. Tukaj ne govorimo o tajkunih, o špekulantih, o tistih, ki so mogoče na lahek način prišli do bogastva, ampak govorimo o realnih zgodbah. Če plastično povem, to je na primer Anja, ki ima kozmetični salon, je Borut, ki pelje avtoprevozniško podjetje z nekaj zaposlenimi, obrtniki, tako kot si tudi prej navedla, zelo različne panoge, ampak skupno jim je pa to, da pošteno delajo, da se zavedajo, da če gre delavcem dobro, bo tudi njihovo podjetje uspešno, da se zavedajo, da jim nihče ne bo nadomestil bolniške dopusta, regresa, ampak se morajo za to sami potruditi in s tem poštenim delom, ki ga upravljajo, seveda tudi polnijo državno blagajno. Vsi pa vemo, ne, upam, da smo pri tem si na jasnem, da iz te državne blagajne se financirajo vsi javni servisi. In zato je pomembno, ne, da te stvari vzajemno delujejo in da so pravično in pošteno razdeljene. No in tukaj potem prideva do davkov, iz katerih se pretežno polni državna blagajna, ampak o tem malce kasneje se bova vrnila spet k malemu gospodarstvu. Kot si tudi ti nakazal, ne, gre za podjetnike, o katerih govoriva, pogosto niti ne poznajo, ne vem, prostega časa, ves čas so na lovu za poslom, ker je od tega pravzaprav odvisno, ali bodo preživeli, ali bodo jutri še na trgu. In potem prideva do tega, ko recimo take ljudi, neko splošno prepričanje, posebej reciva temu levi politični pol, meče v isti koš z recimo nekimi giganti, izkoriščevalskimi pomožnosti, kot si tudi sam prej omenil, ne. Tukaj je treba eno ločnico potegniti, pa tudi konec koncev tisti veliki podjetniki niso takšni v večini, ne. Seveda. Tukaj, če smo čisto realni, seveda tudi taki obstajajo, kot si sedaj navedla, ne, v vsakem sistemu, v vsaki državi. Ampak to je tako marginalna skupina, da na podlagi te skupine posploševati
na vse, je pa res nepravično do tistih, ki vsak dan res trdo delajo za to, da preživijo svoje družine, pa tudi družine, posredno tudi družine tistih svojih zaposlenih. Tako da tukaj neko ločnico je treba seveda postaviti. Zdaj bova pregledala v nadaljevanju neke ključne ukrepe za malo gospodarstvo, ki jih snuje Nova Slovenija, nekatere je tudi že predlagala in tak simbol Nove Slovenije v boju za male podjetnike so normiranci, torej normirani samostojni podjetniki. Zakaj takšno vztrajanje pri teh rešitvah in zakaj je sistem Nove Slovenije recimo boljši od vladnega sistema? Vemo, da je ta vlada Roberta Goloba, lahko rečemo temu, razveljavila ureditev, ki je veljala do zdaj dolga leta, zelo uspešno in preprosto, ne? No, seveda, ravno to bode najbolj v oči, ne. Sistem, ki je funkcioniral, ki je tudi evidentno polnil državno blagajno, so ga šli zaradi ne vem katerih razlogov spreminjati. Eno čisto osnovno pravilo je, da kar ni pokvarjeno in kar deluje, pusti pri miru. Tukaj v tem primeru pa so ravno nasprotno naredili in prvi rezultati, ne, jaz upam, da to ni napoved tudi za naprej, ampak prvi rezultati kažejo, da so ti pogledi ali pa ti ukrepi bili zgrešeni. Namreč, če pogledamo javno bilanco, ti lahko planiraš, da boš z nekim zategovanjem davkov prinesel oziroma pobral več davka. Ampak na drugi strani je pa bojazen, da boš ravno dosegel kontraučinek. In to se nam očitno letos že dogaja, kajti javna bilanca v prvem polletju letošnjega leta kaže, da je bilo kar 15% manj pobranega davka na dobiček od planiranega. To vsekakor ni spodbudno. In če se bo tak trend nadaljeval, bomo imeli težave prav vsi, ki se dnevno srečujemo z javnimi servisi. Zdaj tudi recimo sistem normiranih podjetnikov, da pojasniva, zakaj gre se pravi za preprosto izračunavanje odhodkov, predvsem gre tukaj za neke storitvene dejavnosti, kjer nek podjetnik nima nekih pretiranih rednih stroškov, ne. In potem, ko so bile debate oziroma so še vedno o normiranih samostojnih podjetnikih, se poudarja, da se pravzaprav prek tega sistema pobere več davkov, ker če ti predstavljaš kot podjetnik dejanske stroške, jih lahko vedno tako računovodsko urediš, da bova korektna, da je tega davka, o katerem si tudi ti govoril, manj. Na koncu manj, ja, seveda. Zavedati se moramo, da različne panoge, različne dejavnosti imajo neke svoje zakonitosti. In nekdo, če vzamemo primer eno manjšo proizvodnjo, ali pa nekoga, ki se ukvarja z storitvami, na primer svetovanja ali pa programiranja, sta to dve dejavnosti, ki jih je nemogoče metati v isti koš. Na eni strani imamo proizvodnjo, kjer je ogromno tudi vhodnih stroškov, medtem ko nekdo, ki dela recimo temu samo z osnovnim sredstvom svoje pameti, pa vzhodnih stroškov nima. In vemo, ne, davek na dobiček je na koncu izračunan iz razlike med prihodki in odhodki. Zato je bila takrat uvedena ta možnost normiranih prihodkov oziroma normirancev, kjer pa se vnaprej določi, kakšen odstotek prihodka bo štet v davčno olajšavo. Saj mislim, da to je zelo znano tistim, ki so vsaj približno nekje v stiku s podjetništvom. In na ta način, ne, spet številke, če pogledava, ne, ker številke ne lažejo, je bilo vplačanih v davčno blagajno več denarja je bilo vplačanega iz strani normirancev kot iz strani drugih samostojnih podjetnikov ali pa drugih organizacij. Ne. Se pravi, da zadeva je funkcionirala. In to spreminjati res ne gre, oziroma po našem mnenju je to zgrešena poteza. Še vedno je možnost in upamo, da se bo stvar spremenila in da bo že z naslednjim letom začelo veljati star del oziroma stari način. Pa še nekaj, ne. Mislim, da je bil ta sistem uveden pred približno skoraj 15 leti in takrat so bili postavljeni
razredi za te prihodke, maksimalne prihodke, ki jih lahko imaš, če si vključen v sistem normirancev. Takrat se je to postavilo na 100 000 evrov. In če vemo, da je od takrat minilo že skoraj 15 let, višina, limit je pa ostal enak, ne, s tem, da so se nam stroški povečali, da je inflacija v vseh teh letih bila. Mi kvečemu zagovarjamo, da bi se zvišali ti pragovi za vstop v sistem normirancev. Ne. Tako da ne samo, da se vrne star sistem nazaj, ampak povišati je treba prag, do katerega si upravičen do tega sistema. To bi bilo pravično in to mislim, da bi bilo spodbudno do tistih, ki se želijo vključiti ali pa želijo delati na ta način. Tudi precejšnja birokratska razbremenitev bi bila to, ne? In zdaj k naslednji, recimo temu revoluciji, ki bi jo želela uveljaviti NSI, in to je sistem pavšalov. Na ta način s temi birokratskimi razbremenitvami in konec koncev tudi z naslednjim predlogom bi se na nek način tudi nekako zamejilo neke utaje davkov, če se tako izrazim, oziroma več bi bilo, recimo, da bi delovalo spodbuda legalnemu poslovanju. Ne? Zakaj pravzaprav gre pri tem sistemu pavšala? Ja, zdaj kot prvo ne odkrivamo tople vode. Tak sistem pavšalistov poznajo gospodarsko razvite države, kot so na primer Francija, Nemčija, Avstrija. Po njih so to prevzeli tudi nekatere države iz vzhodnega bloka, kot je recimo Poljska, pa tudi naša soseda Hrvaška pozna tak sistem. In zanimivo, ne, da vse te države, ne, posebej pa Poljska pa Hrvaška, če jih primerjamo z nami, delajo velike korake oziroma nas dohitevajo z velikimi koraki, kar se tiče rasti BDP, pomeni, da nekaj že delajo prav. Ne. In v gospodarskem klubu smo razmišljali, zakaj ne bi Slovenija imela en tak pameten sistem, ki je spodbuden sistem za take, ki se odločajo, posameznike ali podjetja, ki se odločajo, da bi vstopili na ta trg. In eden izmed takih ukrepov so sigurno pavšalisti. Naj pojasnim na kratko, zakaj gre. Ne smemo to mešati z normiranci. Normiranci imajo normirane odhodke, davčno stopnjo. Medtem ko pri pavšalistih gre za to, da bi jih razdelili v neke prihodkovne razrede, pomeni navzgor seveda absolutno je treba to omejiti, do kdaj si lahko pavšalist, do katerega nivoja prihodkov. Predvsem pa je treba tukaj vedeti, ne, da je to namenjeno tistim panogam, ki so kapitalsko manj intenzivne, ki imajo dokaj stabilne in znane poslovne stroške na eni strani in veliko razpršenost prihodkov na drugi, se pravi veliko izdanih računov. To pride prav pri manjših gostinskih obratih, potem recimo pri oskrbnikih planinskih koč, potem pri turističnih nastanitvah, manjših govorimo, pa tudi nekaterih storitvah za osebno rabo, frizerstvo, kozmetika in to. Tako da pri teh dejavnostih bi bilo zelo enostavno rešiti, ne, da bi določili do tega prihodkovnega razreda, plačaš toliko odstotkov davka, fiksna stopna in ostalo je zelo razbremenjeno, zelo enostavno za izračunati, ni treba voditi nekih knjig in to bi bila neka vstopnica tistim, ki se želijo mogoče iz nekega hobija preideti v resno podjetništvo, brez da bi veliko tvegali in brez da bi jih država z administracijo in z drugimi pravili toliko zavila, da recimo se to ne splača delati. Ne. Ja. In ravno to bi želeli s tem spodbuditi, ne. Da bi se ljudje vključevali, da bi bili motivirani za to, da bi se vključili v davčni sistem, ne pa tako, kot zdaj, ni treba, da si zatiskamo oči. Marsikdo od takih, ki sem jih zdaj navedel, se zateka k neki sivi ekonomiji ali pa k nekim nelegalnim potezam, ki pa v nobenem primeru za nobenega v naši državi niso dobre. Ampak vemo, zakaj se to dogaja na eni strani in zaradi velikih birokratskih obremenitev in pretiranega davčnega previjanja. Tako.
Drži. Ja. Se pravi, bi lahko rekli, da so ti predlogi Nove Slovenije predvsem spodbudni. In pod črto imajo potem več tisti, ki se z dejavnostjo ukvarjajo, in nenazadnje tudi država. Ne? Tako. Mi ne govorimo na pamet, ampak te izračune smo tudi podprli z nekimi simulacijami. Jih bomo tudi v javnost dali, ko bo za to čas, ampak dejansko te simulacije so pokazale, da bi lahko celo večji učinek imelo na davčno blagajno, kot jo ima zdaj. Se pravi, pozitivni davčni učinek bi bil na davčno blagajno, da ne bo nesporazuma. Verjamemo, da lahko študiraš in furaš biznis. Mlade nagovarja Mlada Slovenija. Veš zakaj? Vem, točno vem. In to spet izhaja iz enega dejstva, da se vedno več mladih študentov, študentk, odloča za to, da poleg študija tudi dela. In ko se tako pogovarjaš z njimi, je kar v splošnem neko nezadovoljstvo, ko na koncu vidijo, koliko vseh prispevkov, davkov in vse jim poberejo tako država, kot jih mora delodajalec na eni strani plačati, kot tudi posredniki. In mi smo razmišljali tako, zakaj pa ne bi omogočili tudi študentom, da odprejo svoj SP. Seveda z nekimi spet omejitvami navzgor pri prihodkih, vključili bi se v sistem, kot ga poznamo sedaj pri SP-jih, in s tem bi dali mladim neko možnost preizkusiti se v podjetništvu. To bi mogoče, in ne mogoče, po našem, mi smo prepričani, da bi to spodbudilo vse več ljudi, da bi razmišljali o samozaposlitvah. Kajti mladi danes so radi neodvisni, in velika večina jih ne razmišlja, da bi bili del ne vem kakšne velike grupacije, ampak si želijo delati zelo dinamično in različne stvari. In ravno to bi jim lahko s tem omogočili, s tem, da bi tudi na drugi strani več od tega svojega dela imeli. Ob vsem tem, kar razlagaš, pa bi seveda ohranili vse bonitete, ki pritičejo študentskemu statusu, se pravi bone, kaj še zraven, prevoz, tudi štipendije. Ne? Tako, vse, kar pritiče statusu študenta, tukaj bi bilo nesmiselno karkoli v to posegati. Gre za to, da legaliziramo to, kar se mogoče nekje spet malce sivo v sivi ekonomiji v ozadju dogaja, kajti niso tako redki primeri, ko si potem študentje pomagajo s tistimi limiti, ne, ki jih imajo glede na koliko lahko delajo tega študentskega dela, ne. Si pomagajo s tem, da na več različnih oseb to pišejo in podobno. Tako da, zakaj bi nekaj skrivali v ozadju, dajmo to narediti transparentno, dajmo en način, ki omogoča študentom preizkus v podjetništvu na tak način, da bodo nekaj tudi od tega imeli. Ampak spet je v ozadju tega, recimo, temu trgovanja študentskimi napotnicami, neko izogibanje spet previsoki davčni stopnji, ne? Kar veliko si država vzame od dela prek študentskih napotnic. Drži. Zdaj za nekega delodajalca je praktično primerljivo obremenitev, kot če bi imel nekoga zaposlenega ali pa ima študenta. Približno enako smo sedaj. Nima pa študent neke socialne varnosti v resnici. Seveda, tudi nekaterih drugih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, nima. Tako recimo kritja potnih stroškov, bolnišk, dopusta, da se ne pogovarjamo, ne, regresa in tako naprej. Tako da ja, to bi kazalo spremeniti. Golobova vlada, sva tudi že omenila, se je izmojstrila v privijanju davkov. Ves čas tudi poudarjajo seveda in to, kar vsi vemo, da potrebujemo davke, da lahko država normalno deluje. Ampak predlogi NSi, tako kot sem že omenila, delujejo predvsem spodbudno, ne, se pravi, ne delujejo zaviralno. In izkušnje iz drugih držav s podobnimi ureditvami, kot jih zagovarja Nova Slovenija, kažejo, da bi bilo davkov vseeno dovolj ali celo več, tudi to sva že povedala. Ko govorimo torej o davkih, ni toliko smiselno govoriti o nižji obdavčitvi, ampak o razumni, ne? Da se uporabi nek razumski pristop in se poišče neke spodbudne vire financiranja. Ja, seveda. Zdaj, tle treba nekaj razumeti, ne. Upravljanje države ni enostavno.
In je zelo odvisno od tistega, ki upravlja, kako razporeja sedaj te prihodke, ki jih pobiramo in jih dobivajo od fizičnih oseb, pravnih oseb oziroma od prebivalcev Slovenije. In to je za moje pojme ključna in najbolj važna naloga vsake vlade, da tukaj vzpostavi en sistem, ki bo zamejil neko nepravično trošenje ali pa neutemeljeno trošenje denarja. Človeška narava, tudi sam sem sodeloval pri nekaterih, recimo, nekaterih funkcijah, kjer sem to lahko z prve roke videl, ne, je pa žal narejena tako, da marsikdo na vodilnih položajih troši, ko začne trošiti denar, ki ga ni sam prislužil, ima drugačen odnos do tega, kot do tistega, ki bi ga on sam z lastnimi rokami prislužil. To je tudi verjetno ključna razlika med upravljanjem denarja v gospodarstvu in v državi. Ne? Tudi v državnih podjetjih, recimo, ne, je veliko, bi se reklo, tega prostora za izboljšanje. In tukaj se vse začne in tukaj se vse konča. In ko bomo mi uspeli na ključne položaje dobiti ljudi z visoko integriteto in ki bodo skrbeli za ta davkoplačevalski denar, da se bo res porabljal tam, kjer ga je treba porabljati in na način, ki bo imel neke koristi za širšo skupnost, ne za lastne koristi, ki bo dal to pred lastne koristi, takrat bomo imeli državo, ki bo lahko funkcionirala, in zato jaz osebno zagovarjam, da denarja v Sloveniji je dovolj za pokriti vse to, kar imamo, vendar bi moral biti bolj modro trošen oziroma porabljan, ne? In za vsako stvar bi morali prekleto razmisliti, kako in kaj se ga porabi. Ne? Predvsem pa, da bi se, recimo zdaj, če se preusmerjajo mogoče bolj na javni sektor, kamor se tudi naše dajatve stekajo, ne, da se da poudarek na učinkovitosti. Ne, se pravi, da če že damo državi, da od nje tudi dobimo, oziroma v tem primeru, če damo več, bi morali več dobiti, oziroma vsaj učinkovitejši javni servis. Prej bi morali priti do, recimo, gradbenih dovoljenj, do, ne vem, termina na upravni enoti. Če sva čisto plastična. Seveda, tukaj je veliko vprašanj in dejstvo je, da ljudje si zaslužijo, če vplačujejo davke v blagajno državno, da imajo potem tudi take učinkovite servise. Pri nas je bilo veliko poskusov že, da bi se ti servisi, da bi postali bolj učinkoviti, ampak žal se mi zdi, da gremo v napačno smer in kljub temu, da gre več denarja, zato imamo mi na drugi strani, lahko sami občutimo, da v bistvu se ti servisi slabšajo. Moramo biti spet iskreni pa pravični, ne vsi, ampak je pa veliko prostora še tukaj res za izboljšanje in tukaj čaka v naslednjih letih tiste, ki bodo prevzeli krmilo, veliko dela. Zaključiva še s podporo gospodarskega kluba kandidaturi Jerneja Vrtovca za predsednika Nove Slovenije. Zakaj se je gospodarski klub odločil za to? To je pa zelo enostaven odgovor, zato ker Jernej Vrtovec razume, da samo močno gospodarstvo lahko pomeni potem tudi močno državo in ne obratno. Tle sicer se lahko pogovarjamo o tem, kaj je bila prej kura ali jajce, ampak če pogledamo tok denarja, iz gospodarstva gre tok denarja v državno blagajno. Gospodarstvo je tisto, ki generira dodano vrednost, da potem lahko država funkcionira. On to zelo dobro razume, podpira te ideje in verjamem, da če bo izvoljen kot predsednik Nove Slovenije, da bo taka stališča zastopal tudi v splošnem. In da pridemo do boljše Nove Slovenije in do boljše Slovenije. Drži in podpišem. Hvala, Peter, za ta pogovor. Upam, da se kmalu spet vidiva tukaj. Hvala in z veseljem. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.